Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Gostja v današnji predvolilni oddaji je kandidatka za poslanko v Evropskem parlamentu na listi stranke Resnica, Polona Frelih, ki jo prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Gospod Bogataj, najlepša hvala za povabilo v vas studio. Po vaši zaslugi sem se po dolgem času spet pripeljala v Idrijo, čudovito zgodovinsko mesto. Moja hči, ki je pred kratkim obiskala Rudnik, je bila tako navdušena, da je celo rekla, da bo nekoč živela pri vas. Za vas smo pripravili nekaj vprašanj v povezavi z Evropsko unijo, s temi volitvami, ki so pred nami. Prvo pa pravzaprav namenjamo načinu izbora kandidatov na vaši listi. Gledal sem zgodovino, še marca ste bili predvideni za nosilko liste, kasneje pa se je to spremenilo. Kako to? Pravzaprav ne vem, kako je sploh do tega prišlo, da sem pristala kot nosilka liste, kajti ko sva se z gospodom Stevanovićem začela pogovarjati o tem, ali bi se pridružila njihovi stranki, sva se vedno pogovarjala o tem, da bom na drugem mestu. Verjetno je prišlo do napake pri tem, ko so dali v medije seznam kandidatov in sem bila jaz napisana prva, verjetno pa abecednem seznamu. In nekako novinari so, brez da bi verjetno preverili ali vprašali vodjo stranke, so se kar odločili, da bom jaz nosilka liste. Jaz mislim, da je to bilo na nek način tudi koristno zame, kajti prej sem bila 10 let nekako v anonimnosti in kar naenkrat se je Polona Frelih spet pojavila na naslovnicah slovenskih medijev in mislim, da mi je s tem predsednik stranke naredil veliko uslugo in nekako me promoviral moje delo, moje preteklo novinarsko delo. Tako je, jaz sem bila 7 let dopisnica vodilnega slovenskega časopisa Delo iz Ruske federacije. Izjemno sem hvaležna takratnim urednikom na Delu, ki so mi omogočili, da sem v teh 7 letih dejansko prepotovala celotno Rusko federacijo, od Vladivostoka do Kaliningrada. Prepotovala nisem samo celotne Ruske federacije, pač pa tudi celotno postsovjetsko prostranstvo, to se pravi vse države nekdanje skupnosti neodvisnih držav oziroma nekdanje Sovjetske zveze, to se pravi Kazahstan, Kirgizijo, Uzbekistan, Gruzijo, Ukrajino, da se ustavimo pri državi, kjer sem preživela največ časa, saj je bilo tam burno že od leta 2005, tako da jaz lahko razumem, da Slovenci ne vedo, kako je do te krize, ki ogroža sam temelj Evropske unije, pravzaprav prišlo, ampak treba je zaupati ljudem, ki vzroke oziroma začetke te krize poznamo in zaupati strokovnjakom, bi rekla. Recimo, kriza v Ukrajini se je pravzaprav začela leta 2005 s tako imenovanim Majdanom. To je bila ta prvi val revolucije. Potem je bila oranžna revolucija. Ne vem, če se spomnite recimo pevke Ruslane, ki je zmagala na Euroviziji. Potem je bila spet, so bili množični protesti in tako naprej. Ampak če začnemo, je Ukrajina nekako propadla država že po razpadu Sovjetske zveze, kajti vodil je takrat Kučma in že takrat, če greš gledati zgodovinsko, že takrat so se pojavili šotori z demonstranti. Treba je vedeti, da je Ukrajina ena izmed oziroma skoraj da najrevnejša evropska država, kajti ogromno denarja ponikne v korupciji, v teh oligarhičnih klanih, tako da tudi to je eden izmed problemov, da je do te vojne pravzaprav prišlo. Kar pa se tiče zdaj, je pa prva kriza se, če gledamo sodobnost, se je začela s priključitvijo Krima strani Ruske federacije. Tudi tam sem jaz takrat ocenjevala, da vojne ne bo in to sem ocenila na podlagi razmerja moči na Krimu, kajti recimo 60% prebivalcev na Krimu je ruske nacionalnosti. In tam dejansko ljudje podpirajo politiko Ruske federacije in večina vojakov, ko je do te krize prišlo, ukrajinskih vojakov je preprosto prestopilo na stran Rusije in ruske vojake so tam sprejemali s cvetjem, tudi recimo, ko je bil
ukrajinski predsednik zadnjikrat na Krimu, to se pravi Petr Porošenko, so ga tam izžvižgali. Če gledamo še zgodovinsko, Krim je bil ruski tudi v tem smislu, da ga je Ukrajini podelil šele Nikita Hruščov, ki je bil sam Ukrajinec. Tako da to so zelo zapletene zadeve, ki jih je treba razumeti. To krizo bi tudi povezali s precedensom, ki je bilo Kosovo, tako da ne smemo imeti dvojnih meril oziroma dvojnih standardov pri tem, ko gledamo na mednarodne krize. Treba je spoštovati mednarodno pravo in na Krimu so izvedli referendum o odcepitvi in večina prebivalcev Krima je glasovala za priključitev Ruski federaciji. Edini nasprotniki so recimo bili krimski Tatari. Krimski Tatari pa zato, ker jih je Stalin množično pošiljal v gulage. In če smo čisto iskreni, so tudi krimski Tatari avtohtoni prebivalci Krima, tako da ta kriza je večplastna. Absolutno ne, kajti v medijih vlada enostranska propaganda, ki je podrejena zahodnim centrom moči. Jaz sem zelo dolgo poročala, trudila sem se nekako uravnotežiti to sliko, poročala sem o ruski plati zgodbe, zato ker so vsi poročali o zahodni plati zgodbe. Jaz sem pač poskušala to sliko malo uravnotežiti, ampak nekako ni šlo. Vidimo, da pač ruska videnja oziroma ruska mnenja niso dobrodošla, kajti takoj, ko se je začela ta kriza, eden izmed prvih ukrepov je bil, da se prepove ruske medije v Evropi in to so tudi dosegli. Treba je vedeti, da je prva žrtev vsake vojne je resnica in trenutno je ogromno propagande tako na ruski kot tudi na ukrajinski strani. Zato je neodvisno novinarstvo še kako pomembno, ampak žal so nam ga globalni centri moči onemogočili. Evropska unija je v to vojno vpletena že od državnega udara, kajti zamenjava demokratično izvoljenega proruskega predsednika Ukrajine Viktorja Janukoviča je bila državni udar, kajti on je že privolil v pogajanja in to je bilo v pričo Evropske unije, ampak to so pač preprečili Združene države Amerike. Ne vem, če se spomnite tega izraza Victorie Nuland, ki je zelo nespodobno rekla: koga pa sploh zanima Evropska unija. Tako da Evropska unija je pač trojanski konj ameriških interesov, zato pač moramo Evropo potegniti nazaj iz rok teh kapitalskih ameriških elit, kajti Ukrajina se je zdaj spremenila v ameriško kolonijo. Vsa kmetijska zemljišča je kupila ameriška korporacija BlackRock. In že to nam veliko pove o tem, kdo ima pravzaprav v lasti Ukrajino, kajti ko enkrat razprodaš svojo kmetijsko zemljo, ne moreš biti več samooskrben in svoboden. Jaz bi se kar strinjala z oceno Evropske unije, vendar glede na to, da smo o vstopu v NATO glasovali na referendumi, bi zaradi čistega formalizma tudi o izstopu iz zveze NATO razpisala referendum, kar bi nas seveda spet udarilo po žepu, ampak gre za izjemno pomembno vprašanje. Mala država kot Slovenija si nekako ne more privoščiti, da ni v nekem sistemu kolektivne obrambe, kajti za moderne vojne se zahteva moderno orožje in Slovenija sama ga nima. Po drugi strani bi morali okrepiti tudi neke lastne obrambne sposobnosti, kajti ne smemo pozabiti, da so našo državnost, slovensko državnost že dvakrat ubranili. Enkrat teritorialna obramba, še prej pa partizani. Tako da mi moramo imeti neke svoje sile, ki ne vem, kako ne bi bile organizirane iz nekih policijskih rezervnih enot,
ki bi se lahko odzvale tudi v primeru recimo velikih kriz, ne samo vojaških, recimo kot so poplave ali pa kakšne druge naravne katastrofe. Tako da mi neko svojo obliko samozaščite moramo imeti na voljo. Glejte, migracije so vedno bile in vedno bodo. Tudi Združene države Amerike so nastale na podlagi migracij kot nekakšen melting pot, tudi naši ljudje so se množično izseljevali v Ameriko in so postali potem Američani. Postali so Američani. Problem s temi migracijami, ki smo jim trenutno pričajo v Evropi, je, da gre za migracije, ki so organizirane, množične in podprte strani številnih nevladnih organizacij. Zato ne moremo reči drugo, kot da gre za družbeni inženiring, željo preoblikovanja Evrope oziroma odklopa Evrope kot kulturne in tehnološke velesile, kajti s temi migranti v Evropo prihajajo tudi druge delovne tradicije in izklaplja se Evropa kot nek tehnološki center. Številni utemeljujejo potrebo po migrantih s potrebo po delovni sili. Jaz sem se pred kratkim pogovarjala z gospo, ki je zelo aktivna v društvu Zlata nit. To je društvo, ki skrbi za starejše, dela z domovi upokojencev in nekako ne strinjajo se s tem, da v recimo domovih upokojencev potrebujemo tujo delovno silo z drugačnimi tradicijami, kot jih imamo mi, kajti jaz mislim, da Slovenci nekako dolgujemo svojim starejšim rodovom, da za njih skrbijo Slovenci, s katerimi se lahko pogovarjajo v slovenščini. Nekako nisem za to, da bi v naši medicini, v naših zdravstvenih domovih delali ljudje, ki niso iz našega kulturnega okolja, kajti to bi bilo za stare ljudi velika travma. Pri nas je dovolj delovne sile, treba jo je samo dovolj dobro plačati. In migranti se uvažajo samo zato, da se nekako jih plačuje manj in da se spodkopuje te delavske pravice dokončno. Tako da jaz mislim, da problem migracij bi bilo potrebno reševati v izvornih državah, tam, odkoder ti ljudje prihajajo. Poleg tega so migranti posledica predvsem vojn na Bližnjem vzhodu in Afriki in te vojne so spodbudili spet, smo pri običajnem krivcu, Združene države Amerike in Zveza NATO s svojim posredovanjem. Tukaj bi se še dopolnila, da Zveza NATO je bila ustanovljena kot obrambna organizacija, zdaj to ni več, saj sodeluje v številnih intervencijah, ki pač to niso, ampak gre za vojaško posredovanje. Tako da te migrante bi mogli porazdeliti v državah, ki so sodelovali v teh ameriških intervencijah in najbolj pravično bi bilo, da bi jih poslali z ladjo v Združene države Amerike. Dobili smo pa obratno situacijo. Te velike evropske države so pred kratkim glasovale za to, za kvote in po teh kvotah bo večina teh migrantov pristala v vzhodnji oziroma v centralni Evropi, kamor jaz prištevam Slovenijo. Na Švedskem praktično divja državljanska vojna, ker so te migranti potisnjeni v geta, nekako se ne asimilirajo, ampak živijo po svojih tradicijah. V Franciji je pač že izgubila svojo francosko identiteto, kajti tam je, če greš, ne vem, v nekatere predele, so samo še migranti. Podobno je v Londonu. Jaz ne pravim, da bo Evropa slabša postala zaradi tega, ker nočemo ocenjevati, ali so migranti dobri ali slabi. Bom pa rekla to, da Evropska unija bo postala drugačna. Mi imamo še čas, da ohranimo Slovenijo takšno, kot jo poznamo. Ko bo količina migrantov presegla 10%, se bo začel proces asinhronizacije in se bomo mi prilagajali migrantom, ne oni nam.
Pa zdaj lahko začnem s številnimi stvarmi, pa mi boste obtožili, da sem populistka. Jaz mislim, da bi bilo zelo pomembno, da recimo pri nas v Sloveniji recimo številne položaje zasedajo starejši ljudje, ki se iz teh položajev nočejo umakniti, tudi ko so stari že 70 let, bi šli lahko že v pokoj, pa še vedno dobivajo pokojnine, hkrati so še zmeraj zaposleni in s tem ne dajo priložnosti za zaposlitev za mlade, ki ostajajo prekarni delavci. Podobno je s stanovanji. Ljudje, ki imajo veliko denarja, špekulativno nakupujejo nepremičnine in jih oddajajo pretežno v komercialne namene. Država, jaz mislim, da je tukaj predvsem vloga države. Država bi mogla tukaj sprejeti en zakon, pa ne tako, da bi spet segla v žepe zasebnikov, ker recimo jaz se ne strinjam s tem predlogom zdaj, da bojo, kar se tiče Airbnb, da je lahko človek, ki je lastnik stanovanja, samo en mesec oddaja nepremičnino. Kar človek dela z zasebno lastnino, to je njegova stvar. Morali bi pa bolj obdavčiti recimo ljudi, ki imajo po 2-3 stanovanja. Nekako Dunaj je lep model, oni imajo, ne vem, kvote nekih stanovanj, ki jih oddajajo po ugodnih cenah mlajšim družinam. Pri nas imamo tudi stanovanjski sklad, ampak smo videli, da tukaj tudi prihaja do korupcije. Jaz mislim, da bi lahko recimo ta denar, ki pri nas ponikne zaradi korupcije, to je kar 3,5 milijard evrov na leto, to je ogromna količina denarja, da bi bilo, ne vem, mogoče potrebno ta denar vložiti v nek stanovanjski fond, ki bi bil na voljo recimo mladim družinam. Poleg tega, če zdaj gledamo sezname ljudi, ki pridobivajo socialna stanovanja, potem vidimo, da to gre predvsem za te prišleke iz držav bivše Jugoslavije, tako da tudi na tem področju bi bilo treba narediti neki red. Veliko imamo socialnega turizma, pomoč raznim beguncem, migrantom. Recimo pred dnevi sem se pogovarjala z neko materjo samohranilko. Za slovenske matere samohranilke nihče ne skrbi, nihče jim ne pomaga. Stališče naše stranke, stranke Resnica, je, da je zeleni prehod pravzaprav zelena prevara, da gre za uresničevanje interesov nekih velikih korporacij, ki s pomočjo lobiranja preferirajo svoje produkte, kot so recimo trenutno solarni paneli. Pred leti je bilo to, ne vem, kaj so toplotne črpalke in tako naprej. Kar se tiče jedrske energije, pri naši stranki, naše stališče naše stranke je, da je treba tudi energetske vire diverzificirati, to se pravi, da se napajamo iz različnih virov energije, naprimer sončne elektrarne, potem mogoče solarni paneli, ampak ne tako, da bo, ne vem, cela pokrajina v teh solarnih panelih, ker to pač je tudi estetsko nesprejemljivo. Kar se tiče jedrske energije, mi smo zato, nismo proti jedrski energiji, smo pa zato, da je gradnja jedrske elektrarne bolj transparentna, da ne postane to še en TEŠ 2, v katerem je poniknilo ogromno denarja. Trenutne politične elite niso tako zanesljive, da bi jim lahko ta projekt dali v roke. Jaz mislim, da bi na tem projektu potrebovali velik nadzor. Poleg tega, jaz mislim, da bi tukaj moglo priti do mednarodnega razpisa, ne da mi preferiramo Westinghouse, ameriško korporacijo, ki je med najdražjimi. Če primerjamo recimo s kitajsko tehnologijo ali pa rusko tehnologijo, Kitajci precej ceneje, pa precej hitreje gradijo jedrske elektrarne. Rusija je tudi dober primer, recimo tudi trenutno Rusija še vedno kljub sankcijam gradi jedrsko elektrarno na Madžarskem. In kar je pohvalno pri tej jedrski elektrarni, ki jo gradi na Madžarskem Rusija, je, da bo stala 12 milijard evrov. Madžari morajo zagotoviti samo 2 milijardi, ostalo je 10 milijard je posojilo Rusije, ki ga bodo Madžari vrnili tako, da bodo prodajali
elektriko in na ta način bodo vrnili. To se pravi, da to gre neka kompenzacija. Nam je ta model zelo všeč, tako da mi nismo proti jedrski energiji. Želimo si samo, da je gradnja jedrske elektrarne transparentna in da gre za mednarodni razpis, ne pa razpis, ki bo preferiral neko ameriško korporacijo in da ne bo v tej luknji brez dna poniknilo veliko našega davkoplačevalskega denarja, ki bi ga lahko recimo namenili za gradnjo neprofitnih stanovanj za mlade družine. Absolutno se s tem strinjam. Korporacije so po našem mnenju največji problem trenutno v Evropski uniji, kajti korporacije zastrupljajo našo zemljo, zastrupljajo našo hrano, prevzemajo naša agroživilska podjetja, prevzemajo naše male trgovce. Recimo v Ljubljani skoraj da ni trgovine, ki ne bi bila Hofer, Lidl, Interspar, to so vse nemška podjetja. Tako da jaz mislim, da v Sloveniji bi mogli pustiti samo korporacije, ki so etične, ki delujejo na etičnih temeljih in vedno bi jih bilo potrebno imeti pod drobnogledom, kajti v Bruslju recimo te korporacije uporabljajo svoje lobiste, da za njih pripravljajo zakonodajo, ki jim ustreza in s tem izrinjajo iz tržišča mala in srednja podjetja in tudi kmetijstvo uničujejo. Recimo, če pogledamo problem pesticidov, trgovina s pesticidi v Evropi vredna kar 1,1 milijarde evrov in je v rokah 4 nemških korporacij, Bayer, BASF in še 2 drugi. In oni so bili zelo znani potem, da so plačevali lobistom, uporabljali so neke medijske spine, ki so dokazovali, da pesticidi sploh niso tako škodljivi, da brez pesticidov mali kmetje sploh ne morejo pridelati nič in tako naprej. Po drugi strani bi pa tle še opozorila na moč, ki jo imamo državljani Evropske unije. Moramo se zavedati, da ne smemo biti samo orodje v rokah elit, ampak včasih lahko tudi rečemo ne, se organiziramo. In leta 2023 je 1,1 milijona evropskih državljanov doseglo, da so sprejeli dogovor, da se količino pesticidov v Evropski uniji zmanjša za kar 80%. In to se nam zdi ena taka zmaga ljudi proti korporacijam in v stranki Resnica pravzaprav bomo vedno na strani teh ljudi, ki se bodo uprli kapitalskim elitam. Ja, mi v stranki Resnica se zavzemamo za samooskrbo in zaščito tudi naših malih in srednjih kmetij. Predvsem bi se radi osredotočili na ekološko predelavo, ker Slovenija se nam zdi taka butična zelena destinacija in je treba varovati okolje. Govorimo o varovanju okolja, ne o zeleni agendi oziroma tem Green Dealu. Ta Green Deal bi recimo še bolj udaril po žepu prav naše kmete, zato ker bi spet uvajali neka pravila, recimo taka nesmiselna, kot koliko je lahko velika kumarica v slovenske supermarkete. Jaz mislim, da največji problem, s katerim se soočajo slovenski kmeti, je to, da prodajna cena, za katero oni prodajajo svoje izdelke, je ista kot proizvodna cena. Tako da mi bi mogli pomagati tem kmetom, da bi njihove kmetijske izdelke kupovali po višji prodajni ceni. In zakaj do tega ne prihaja? Zato, ker smo prodali naša agroživilska podjetja in tem tujim lastnikom, ki imajo recimo, en tak primer je pred kratkim, smo prodali prekmursko podjetje Panvita in njih ne zanima slovenski kmet. Naša agroživilska podjetja so izdelke po višjih cenah kupovali od slovenskih kmetov. Hrvaška, ki je lastnica Panvite, bo verjetno našla cenejšega dobavitelja in bo te izdelke kupovala od recimo hrvaških kmetov, ki nimajo tako visokih ekoloških standardov, kot jih recimo imamo v Sloveniji.
Potem bi opozorila še pred kratkim, trenutno se dogaja prodaja zadnjih naših agroživilskih podjetij v roke tujcev. Tak primer je tudi recimo Perutnina Ptuj, ki smo jo pred leti prodali Ukrajincem. Zdaj so si pač te lastniki odločili, da ne bojo več imeli kokoši nesnic, ampak bojo jajca kupovali v Nemčiji. Jaz ne vem, kakšna bo kakovost teh jajc, tako da jaz vsem predlagam, da postanemo samooskrbni in da jajca kupujemo pri svojem najbližjem sosedu. Tako svetujem tudi, kar se tiče mesa. Meso je polno antibiotikov. Kupujte, podprite lokalne proizvajalce, podprite lokalne kmetije, kupujte lokalno hrano, od katere poznate izvor. Opozorila bi še na to, da recimo zdaj veliko žita k nam prihaja iz Ukrajine. V Ukrajini je večino zemlje kupila ameriška korporacija BlackRock, ki seveda uporablja tudi gensko spremenjene organizme. To žito, ki prihaja iz Ukrajine, je zelo vprašljivega izvora. Poljaki in Čehi so ga celo prepovedali, Slovenija tega še ni storila. Tako da jaz mislim, da tudi če bo na tem upisali, ne vem, Perutnina Ptuj, perutnina iz Slovenije, glede na to, da je lastnik tujec, ne moramo biti nikoli prepričani, od kje je pravzaprav to meso prišlo. Tako da oskrbujmo se lokalno, podprimo slovenske kmete, po možnosti ekološke, kajti tudi glifosat je velik problem. No, recimo v zadnjih dneh sem se zelo naposlušala recimo teh raznih teorij, kakšna je Evropa takšna, drugačna. Recimo nosilec liste zelene stranke Vesna, ki močno podpira ta Green Deal, zeleno agendo, recimo se zavzema za več Evrope. Jaz bi pa rekla, da moramo biti previdni in bi se zavzela za več suverene Evrope, več Evrope, kjer bomo tudi po geografiji in po prebivalstvu male države imele enakovreden oziroma enakopraven glas, kajti zdaj smo predvsem talci, ne vem, tega, kar rečejo veliki, Francija, Nemčija, in pravzaprav smo še bolj kot talci Francije in Nemčije, smo talci našega gospodarja čez lužo, Združenih držav Amerike, in to je treba ustaviti. Evropa mora preiti nazaj v roke Evropejcev in Slovenci smo Evropejci, tako da Evropo nazaj Evropejcem, ne evropskim elitam, tako imenovanim elitam. Vseh 8 poslancev je sedaj sedelo v Evropskem parlamentu, ne bi smelo dobiti ponovnega mandata, kajti namesto, da bi v Evropskem parlamentu zastopali interese Slovencev, državljanov Slovenije, so v Evropskem parlamentu zastopali za Slovence škodljive odločitve. Ena od teh je na primer ta odločitev o migrantskih kvotah, druga odločitev je recimo 0,25 BDP-ja, slovenskega BDP-ja za orožje za Ukrajino. Treba je vedeti, da Ukrajina niti ni članica Evropske unije, niti članica NATO, pa je Slovenija tako v okviru Evropske unije kot v okviru NATO pomaga na vseh področjih. Če bi pomagala samo na humanitarnem področju, ne bi imeli nič proti. Glede na to, da ji pomaga z orožjem, se nam zdi to katastrofalno, tako da v stranki Resnica mislimo, da morate podpreti stranke oziroma kandidate, ki te izkušnje v Evropskem parlamentu še niso imeli, kajti jaz mislim, da glede na to, da se že celo življenje ukvarjam z jezikom, mislim, da je že dovolj to, da rečemo ne. Na simbolni ravni je to veliko. Recimo Hrvaška ima v Evropskem parlamentu 2 taka poslanca, Mislava Kulakušića in Sinića, in ta 2 gospoda sta tudi podprla
stranko Resnica na prihodnjih volitvah v Evropski parlament in naša skupna zaveza je, da se bomo v Evropskem parlamentu borili proti globalnim agendam, kot so farmacevtska, zdravstvena agenda, zelena agenda, LGBT agenda in vse ostale agende, ki nam jih še vsiljujejo globalne elite. Ustanovili bomo, če bo to mogoče, neko protiglobalistično koalicijo in poslušali želje naše baze v naših matičnih državah. Tako da stranka Resnica bo poslušala seveda bazo v Sloveniji oziroma svoje volivce, ki so ji namenili glas v Sloveniji. In tukaj v Idriji recimo vem, da imate zelo aktivne poslance oziroma člane stranke Resnica in verjamem, da ste jih že spoznali in da ste že spoznali program oziroma program stranke Resnica, ki je dejansko namenjen temu, da se Sloveniji zagotovi več suverenosti, tako znotraj Slovenije kot v Evropskem parlamentu. Katastrofalno, kar se tiče medijske krajine. V zadnjem času poslušamo samo neko strašenje proti tako imenovanim fake news oziroma lažne novice, potem strašijo s sovražnim govorom, uvedena je cenzura, cenzurira se pogled recimo iz Ruske federacije, cenzurira se pogled iz Kitajske, ki jo prav tako zaradi ksenofobije nekako demoniziramo. Jaz mislim, oziroma pri stranki Resnica se zavzemamo za absolutno svobodo govora, smo nekako free speech, rečemo v angleščini absolutisti. Po drugi strani pa mislimo, da bi se morala povečati, glede na to, da bi dovolili to svobodo govora. Jaz, če lahko malo pokritiziram ta soočenja, ki so bila zdaj aktualna, to sploh niso bila soočenja, to so bili neki izpiti, kjer je voditelj skrbel, da ni prišlo do izmenjave mnenj med različnimi nasprotujočimi se kandidati. Jaz mislim, da če gledamo v Veliko Britanijo, če gledamo Združene države Amerike, če gledamo nenazadnje Rusijo, politična razprava mora biti polemična, mnenja se morajo kresati, zato da na koncu pridemo do neke minimalne skupne rešitve. Zdaj je to pač iz javnih medijev je to izgnano, nimamo več politične polemike in jaz recimo se mi zdi, da tudi je potrebna profesionalizacija medijev in jaz bi recimo se nekako zavzela za neke licenciranje, da bi, ne vem, neki medijski delavci morali praviti nek test in recimo, če bi, ne vem, 10-krat pogrnili in objavili neke lažne novice, da bi se jim lahko tudi te licence odvzeli, ker recimo podobno imajo recimo zdravniki, odvetniki, v medijski sferi pa se lahko napiše karkoli in nikoli nihče za nič ne odgovarja. Blati se tudi člane naše stranke, recimo smo bili recimo tarča diskreditacijske kampanje že takoj na začetku o nekih povezavah z ruskimi agenti, ki jih nikoli niso obstajali. In na ta način so nas v medijih poskušali diskreditirati s povsem lažnimi novicami. Tako da jaz mislim, da v medijih, ja, absolutna svoboda govora, ampak tudi absolutna odgovornost. Da. Jaz bi rekla tukaj ne da, ne. Da. Polona Frelih, hvala lepa za te odgovore, hvala za obisk v našem studiu. Vse dobro vam želim na skorajšnjih volitvah. Najlepša hvala, jaz bi pa še želela izkoristiti to priložnost in nagovoriti volivce. Če dejansko mislite, da je čas za alternativo, če ste razočarani nad trenutno podobo Evropske unije, nad trenutnimi političnimi elitami, nad trenutnim vodenjem tako Slovenije kot Evropske unije, potem podprite stranko Resnica, kajti stranka Resnica je edina prava alternativa, ki se je že zavezala, da se bo borila proti
globalnim agendam, ki jih predstavljajo tako Svetovna zdravstvena organizacija s pogodbami in nekimi cepljeni, kot tudi World Economic Forum oziroma Svetovni gospodarski forum, ki nam vsiljuje vse te agende, s katerimi so nas trenutno poplavili. Tako da vaš glas za resnico bo tudi vaš glas za vas.